Šok terapija z menjavo trenerja nekje je delovala, a ne na Goriškem. Pozdravljeni v pregledu vrhuncev druge nogometne lige. Zgodovinski teden, v katerem so slavnostno odprli nov športni park, so igralci Brinja Grosupeljs oplemenitili z novo zmago in ostajajo vodilna ekipa lige. Prvo zmago v sezoni so si naposled priigrali nogometaši Rudarja iz Velenja. V Ljubljani so odpravili Slovan s 3-0. Oliver Bogatinov, ki je prevzel Gorico, pa z vrtnicami ni uspel presenetiti Beltincev. Zgolj razlogi za dobro voljo v taboru Brin Grosupeljs. Ekipa je na prvem mestu brez poraza, sredi tedna so slavnostno otvorili športni park, napredovali so tudi v naslednji krog pokalnega tekmovanja. Proti zadnjemu moštvu lige Dravinji pa 3 točke niso bile tako lahko delo, še posebej, ker so zeleni preko Mušarafa Adebayoja presenetljivo povedli. Gol za izenačenje je padel po prekinitvi. Uradno bo zadetek pripisan Blažu Kolarju, torej avtogol Dravinje. Slabe pol ure pred koncem so Brinje Grosuplje imele enega od številnih napadov. Obramba Dravinje je požrtvovalno odbila tako prvi kot drugi poskus. Tretji bi šel mimo gola, a se je strelc spremenil v podajo. Nogo pa je spretno podstavil Nikola Jovičević. Tri točke v žepu, a koliko truda za še vedno neporažene Brinje Grosuplje. Zaradi rdečega kartona, ki ga je prejel na srečanju v prejšnjem krogu proti Bistrici, v ekipi Jesenic na gostovanju pri Lendavi ni bilo kapetana Mirala Samardžića. Trak je okoli roke nosil Lazar Ikaš. V 3. minuti že prvi gol z diagonalo je zadel Zorica. Jesenice so odgovarjale s protinapadov. V 7. minuti je Lazar Ikaš prišel do strela. Udarec se je od prečke odbil čez golovo črto. Nafta je bila dolgo časa pod vtisom. Jesenice so imele 2 odlični priložnosti. Šele v 66. minuti so se prebudili gostitelji. V obdobju 9 minut je Nafta zlomila nasprotnika. Gorenjci so pustili Marošo, da je počel, kar je želel v kazanskem prostoru. Nekdanji igralec Mure je nato dosegel še en zadetek in se povzpel na prvo mesto liste strelcev. 6-krat je bil uspešen. Peti gol je v poskusu, da bi izbil žogo pred Gregorjem Bajdetom, v svojo mrežo poslal Ivan Čurković. Luka Serjavšek je branil še zadnji poskus rdečih s prostega strela. Z novim trenerjem Kačičnikom je Krka prišla na gostovanje v Kranj. Triglavani so imeli dobro serijo rezultatov, 3 zaporedne zmage. Leon Bičanić je opravil levji delež posla pri prvem golu Krke v 21. minuti. Streljal je z levico in zadel prečko, a žoga se je odbila naravnost na glavo Gregorja Medleta. Hladen tuš za domačo ekipo. Novomeščani niso znali zadržati ugodnega rezultata prav dolgo. Če smo natančni, le 6 minut. Triglav je izpeljal hiter protinapad, podaja z desne strani v sredino in zadetek Tihomirja Maksimovića. Da je Marin Magdić zelo navaren s prekinitev, smo letos že videli, a Krka ga je pustila popolnoma neoviranega, da je skočil, perfektno zadel žogo in jo preusmeril v gol ob vratnici. Hrvaški branilec je dosegel 4. gol na 7. tekmi. Z istega kota je slabe pol ure pred koncem prišel gol za 2-2. Žoga je šla na drugo vratnico, kjer jo je neovirano zadel Leon Bičanić. Krkaši so novemu trenerju ob debiju na klopi podarili dragoceno točko.
Nov trener se je predstavil tudi na klopi Gorice. Med tednom je ekipo prevzel Oliver Bogatinov, tako je v vratih naredil menjavo. Jurco je zamenjal Strasberger, a iz Kopra posojeni igralec ni uspel preprečiti poraza vrtnic. V 8. minuti je bil že na delu, ustavil je strel z roba kazenskega prostora, ki bi šel v nasprotnem primeru v gol tik ob vratnici. Je pa bil zato v 11. minuti malo manj uspešen. Gol je dosegel prvi golgeter žutih v tej sezoni Bajraj. Gorica je bila blizu hitrega izenačenja, ki bi morda srečanje lahko obrnilo v drugo smer, a se je potrdila zelo slaba učinkovitost v napadu. Le 4 gole so nekdanji državni prvaki dosegli v tej sezoni. V drugem polčasu so Beltinci do konca izpeljali svoj načrt. V 74. minuti je Divine Igve skočil v osrčju kazenskega prostora in čeprav strel z glavo ni njegova najmočnejša točka, je žogo pospravil za hrbet Strasbergerja. In nato še tretji zadetek, 86. minuta in gol Nejca Močnika. Beltinci so prvič v drugi ligi Gorico premagali s 3 goli razlike. Trikrat od skupno 6 obračunov v drugi ligi sta se Bilje in Krško razšla z rezultatom 0:0, so pa Krčani že dvakrat zmagali v Dolinci. V 30. minuti je perfektno prekinitev izvedel Abel Marc. Po 6 sušnih krogih se je prvič v tej sezoni vpisal med strelce. Če kdo pri Biljah ve, kako se dosega zadetke, je to Leon Marinič. V kazenskem prostoru je bil sam, imel je čas, da si namesti žogo na levico in strelja na daljšo vratnico. Gol Krškega je zakuhal biljenski vratar, slabo je zadel žogo, potem pa še neprepričljivo posredoval. Forma Bilj se vzpenja, črno-beli so na zadnjih 5 tekmah izgubili le 2 točki. Veliki met je uspel Sežancem sredi tedna, ko so iz pokala izločili Koper. Bili so edina ekipa prvenstva, ki še ni prejela zadetka. Blestečo obrambno statistiko pa je prekinila Ilirija. Ljubljančane po novem vodi Dragan Čadikovski. V 22. minuti so zeleni zadeli, a se je dvignila zastavica stranskega sodnika. Sliko pa smo v drugi minuti nadaljevanja. Nerodno posredovanje branilca Ilirije, ki je igral z roko v kazenskem prostoru, sodnik ni imel dvomov. Na belo točko je žogo postavil Korun. Njegov strel je bil za Krulca neubranljiv. V 77. minuti še en razveljavljen zadetek. Razlog je bil podoben kot v prvem polčasu. Navijači v Sežani so že potihem pripisali 3 točke svojim, a niso naredili računov z Bobaričem. Nogometaš Ilirije je zadel 3 minute pred koncem in tako je minutaža Prlsec Tabora brez prejetega gola v prvenstvu prišla do 627 minut. Ranjene Velenjčane je čakalo nič kaj ugodno gostovanje pri Slovanu, so si pa gostje olajšali pot do prve zmage z golom, ki je padel pred 20. minuto. V drsečem startu je željo, da bi presekal nevarno podajo, Fortuna vpisal avtogol. Ko so se kar 3 branilci v 37. minuti uspeli postaviti pred Toma Kljuna, se je zdelo, da je nemogoče, da bi velenjska 14-tica lahko zadela, a vendarle je uspelo. Nogometaš, ki ima skoraj 100 nastopov v prvi ligi, je na 6. drugoligaškem srečanju dosegel svoj prvi gol. Potrditev visoke zmage je prišla v 15. minuti nadaljevanja. Po kotu je bil uspešen Ante Kozina. Tri predhodna gostovanja pri Bistrici so se za Primorce slabo končala. Najbolj klavrno je bilo zadnje, ko so izgubili kar z 8:2.
V športnem parku Aluminij so se v 34 minuti razveselili domači. Anej Dukarič je izkoristil luknjo v obrambi moštva trenerja Alena Ščulca. Po en gol je padel v vsakem polčasu. V 69 minuti ni šlo drugače, kot da obramba s prekrškom ustavi razigranega Dukariča. Nekdanji mladinec Maribora Gorenak je natančno ciljal. Tretji gol Bistrice je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Rdeči ostajajo poleg Nafte prvi zasledovalci Brin Grosuplja. Brinje Grosuplje so z 2:1 premagale Dravinjo, s 3:0 sta zmagala Beltinci proti Gorici in pa Rudar na gostovanju pri Slovanu. V Biljah je bilo 2:1 za domače proti Krškemu Posavju. Najvišja zmaga kroga s 5:1 je pripadla Nafti, ki je strla Jesenice, vsak po točko pa sta si razdelila Triglav in Krka ter Prlsent Tabor in Ilirija 1911. Keti Emi Impol Bistrica je premagala Jadran Dekane s 2:0. Brinje Grosuplje vodijo, imajo 21 točk, 2 manj za Nafto in Bistrico. Tabor drži 4. mesto, Beltinci so prehiteli Triglav, Bilje pa Jadran Dekane. Drugo polovico začenja Slovan. Nekaj premikov smo imeli na dnu, kjer je Rudar prišel do prve zmage. Brez slavja ostajajo Gorica, Krka in Dravinja. V naslednjem krogu Gorica in Grosuplje začenjata v petek. 3 tekme bodo v soboto, Krško proti Beltincem, Nafto čaka pot na obalo, Ilirija pa igra z Rudarjem. 4 tekme bodo nato še v nedeljo v spletnem prenosu Jesenice proti Biljam, v televizijskem pa Prlsent Tabor Sežana proti Keti Emi Impol Bistrici. Se vidimo!